Večer v imenu založbe Sofija. Danes predstavljamo knjigo Aleksandra Rabinoviča, Boljševiki prihajajo na oblast, ki smo jo čakali res kar že dolgo časa in se res da izdetle. Predstavitev bo potekala v obliki predavanja Leva Centricha, sociologa in zgodovinarja, in sicer v obliki dveh predavanj. Naslednje predavanje bo naslednji četrtek ob isti uri, tako da vabim že zdaj. Mogoče bi jaz kar predala, pa bomo potle več nekaj. Za vsak slučaj, da ne zmanjka časa, bi pa poudarila, mogoče vidim to, da razprava bo verjetno morala potekati naslednjič v naslednjem predavanju. Tako da, ker bomo morali pač nekaj prej bomo videli še sproti. Ok, pa kar hitro začnimo. Ja, kot rekla Tanja, danes je tema Oktobrska revolucija, naslednjič bo tudi Oktobrska revolucija, oktobrska dve predavanji. Za začetek ne bi povedal to, da se Oktobrsko revolucijo da obravnavati najmanj na dva načina, oziroma pač dva glavna načina. Eden tak pač kot nek prelomni dogodek, skratka, da se z njo ukvarjamo, da nas tam zanimajo stvari, ki so da res prelomni, ki so se zgodile prvič, pa tudi kasneje in še danes najbolj fascinirali. Da se recimo prvič zgodilo, da se vzpostavlja neka trajnejša oblast, ki je pač vzpostavlja nek model, nek politični sistem, ki je bil alternativa parlamentarni demokraciji. To je bila jasno sovjetska oblast, ki ni bila pač v bistvu pač samo izsiljena iz strani pač ene skupine, boljševiške, ampak so se z njo, če gremo natančno v zgodovino, tudi dejansko identificirale množice. Skratka, in da je bilo to narejeno v enem kontekstu nekega velikega razrasta demokracije in tako naprej, in da pač tudi ta dogodek sam na sebi tega zdaleč ni pač odpravil. Jasno, pač da je to nasilna revolucija, to se pri taki obravnavi tudi ne izpusti, pač prosto po Engelsu, kaj je revolucija, to je takrat, kadar neka skupina ljudi, drugih skupin pač z puškami, bajoneti in topovi pač usili svojo voljo. Pač to je Oktobrska revolucija bila. Ampak pač dejanje pod skupine, ki je pač to počela v imenu družbenih razredov, ki so bili dotlej v tisti družbi pač zelo hudo zatirani. Skratka, se jim da mogoče kot neko prelomno točko obravnavati ravno zato, ker je bilo pač to nek primer, ko so pač ljudje, ko so ljudske množice pač udarili nazaj na nek način. Skratka, na podobne načine se da obravnavati tudi Pariško komuno. Zdaj, obstaja pa še nek drugi način obravnave, to bo moj način obravnave tukaj. Pač Oktobrska revolucija je bila pač več kot Pariška komuna. Pariško komuno vemo, da je pač propadla, pokazala je v bistvu veliko zanimive politične invencije, kot povejo zgodovinarji, politični filozofi, ki je tudi pokazala nek model poskus delujoče pač neposredne demokracije, ampak je bila poražena. Zdaj, tista oblast, ki je nastala z Oktobrsko revolucijo, pa ni bila poražena. Mislim, da je preživela, kot vsi vemo, najmanj vemo to, da je šla čez množico hudih preizkušenj, strašnih katastrof. In na koncu je iz nje, čez nekaj časa, s časoma, pa vendarle se je izoblikoval nek gospodarski in nek politični model, ki je v 20. stoletju, vsaj od leta 1945 dalje, najmanj ne postal recimo nekakšen zgled v pozitivnem ali pa negativnem smislu, najmanj za 1/3 človeštva, ki je izkusila pač neko izkušnjo socializma. Zdaj, temu sistemu se danes nasplošno reče zelo različno. Jaz bom pač, pa je to lahko stvar diskusije, pač nekateri temu preprosto pač rečejo totalitarizem, jaz temu rečem pač stalinizem. Zdaj, izhajajoč iz tega pogleda ne bi rekel to, ne. Oktobrska revolucija pač je uničila pač aristokratske in meščanske politične elite. Najprej jih je uničila pač politično, pol še ekonomsko. Zdaj, te elite, stare, meščanske in aristokratske, so imeli neke svoje agende, imeli so neke svoje ideje, kaj narediti z Rusijo, kako reformirati ta imperij. Kolikor so pristajale, recimo, da bi ta država recimo bila pač parlamentarna, bi bila omejeno pač parlamentarna. Hotele so pač ohraniti povezavo ruske države tudi z zahodnimi velesilami, pač nadaljevati imperialistično politiko. Te stare elite pač niso imele recimo nobenega posluha za neko svobodni razvoj narodov, ali pa vsaj te stvari za njih niso bile pomembne. Skratka, če bi te sile zmagale v revoluciji, in to je bila določena varianta ali pa v državljanski vojni, pomeni, da bi se v tem prostoru vzpostavil pač nekakšen drug sistem. Zdaj mi ne vemo, kakšne so spekulacije, čeprav imamo
tako resne zgodovinarje, ne, ki gredo nazaj v zgodovino carske Rusije, ne, oziroma tista desetletja pred revolucijo. Vse to je zelo pomembno, ker danes smo mi problem, v glavnem se ukvarjamo samo s tem, kaj se je zgodilo kasneje po tej revoluciji. Ne. Malokrat pa upoštevamo, kaj je bilo tisto prej, ki je porodilo to revolucijo, ne, in je pač nova doba, skratka, nov režim je nosil ostanke tudi starega. Jaz sem mnenja, da treba pač oboje pač upoštevati in to bo tudi eden od mojih ciljev pač teh obeh predavanj, koliko bo pač le mogoče. In recimo izpeljava enega zelo dobrega zgodovinarja Stevena Kotkina, ki sem sicer ukvarja Stalinom, on reče takole, ne, v carski Rusiji recimo v tistih zadnjih desetletij pred revolucijo, ne, so obstajali vsi nastavniki, recimo, da bi se lahko eventuelno, evo, na določeni krizi, če pač socialisti ne bi zmagali, recimo, oziroma bolševiki, ne bi se lahko izblikovalo nekaj, kar so kasneje na Zahodu rekli fašizem. Pač tam je parlamentarizem je spodletel dvakrat. Prvič v revoluciji leta 5 do 7, drugič je spodletel recimo leta 17. Pač imate skrajno organizirane skrajno desničarske skupine, ki so pač antisemitske. Imate ljudske ideologije, ki so egalitarne, ampak se jih da obrniti na zelo različne načine. Lahko se jih da obrniti proti recimo buržoaziji, recimo proti meščanstvu, aristokraciji, da se jih pa zelo hitro mobilizirati tudi proti manjšinam, proti judom, včasih tudi celo proti socialdemokratom. Tako da, ni bilo nobene nujnosti, recimo, ne, skratka, zdaj, če ne bi zmagala oktobrska revolucija, bi bilo pač nekaj drugega, ne. Oktober pač te vizije blokira, ne, odprejo se pa pač neke nove vizije. Skratka, neke novi mogoči programi, nek drugačen izhod. Zdaj, kakšni so se te scenariji odprli? Najmanj taki, ne, da je pač neka stranka, ki je imela bolševiška, ki je izhajala iz socialdemokracije, prišla do tega, da mora pač uresničiti svoj program. Skratka, to, kar so socialdemokratske stranke, včasih nominalno zelo radikalne, trdile, da bodo naredile, skratka, da bodo probali ukiniti kapitalizem, ne, pa so se tega vedno malo bali. Zdaj pa je pač prišla na oblast neka garnitura, ki je pa bila pač prisiljena to dejansko narediti. Pač bila je na oblasti, v bistvu ni imela nobenih izgovorov, ne. Odprle so se druge možnosti, pa samo oktobrska revolucija, kot bom prikazal pri izpeljavi, ni bilo nujno, da bi iz tega šel na strankarski režim, do česar je na koncu prišlo, in to je tudi poanta Rabinoviča pač tukaj, ne. Skratka, obstajala varianta, da bi si oblast delilo pač več različnih strank. In še najmanj, kar bi se lahko zgodilo, ne, da pač, ko se je ta enostrankarski režim po državljanski vojni uveljavil, ne, ni bilo nujno, da bi še 10 let kasneje prišlo do nekega drugega velikega projekta, ne, ki je še bolj spremenil rusko družbo, pač rusko to sovjetsko državo, kot uvedba recimo enostrankarskega sistema. To je projekt kolektivizacije. Skratka, totalnega, da sem enostaven, resetiranja pač neke družbe, ki je milijonom ljudi res popolnoma pač spremenil življenja. Zdaj, to bo tema, o tej kolektivizaciji, to bo pač tema drugega predavanja. Ne, skratka, povedano drugačne, ni bilo zgodovinskih neizbežnosti, da se oktober izide v to, čemu smo kasneje rekli stalinizem. Ne. Ker je pa do tega prišlo, ne, smo pa mi dolžni analizirati okoliščine, dejavnike, ki so do tega pač pripeljali. Ne. Jaz recimo ločem na hitro 3 komponente pač stalinizma. Nobena od njih ni samozadostna. Ena je recimo institucionalna komponenta. In čemur se najbolj pogosto reče birokratska struktura vodenja države in gospodarstva. Druga komponenta zadevajo velike spremembe skozi zgodovino delovanja bolševiške partije. In tretja, ne, je ta projekt kolektivizacije, ki sem ga že pač omenil. Nobena od teh komponent še enkrat ni samozadostna, ne, in pač iz nobene od teh samih komponent, recimo delnega razvoja, ne moramo neposredno izpeljati, evo, to je bil pa ta faktor, iz katerega je nujno mogel slediti pač tak režim, kot je bil Stalinov režim. Ne. Smisel imajo vse te 3 stvari samo v celoti. Ne. Zdaj, danes se bom vzel za rdečo nit prvi 2 komponenti. Danes bo bolj politična zgodovina. O kmetih, o teh socialnem gibanju podeželju bom govoril pač malo, to bo tema naslednjič. Govoril bom o tem, kaj se je dogajalo s političnimi strankami, govoril bom o tem, kakšne politične institucije, s kakšnimi političnimi institucijami so bile soočene, kakšne politične institucije so naredili. Ne. Zdaj, zelo važno je, da razumemo, ne, da se enostranski politični sistem v Sovjetski zvezi ne, ni kratko malo razvil ne, kot materializacija načrtov bolševiške stranke. Ne. Ampak je bil odločilni dejavnik, to bo pač moja poanta, ki se jo bom prizadeval pokazati na koncu, ne, v slabitvi drugih političnih strank, ne, ki so imele pred bolševiki recimo izhodišču pač velikanske prednosti. Pač moja poanta bo, ne, da so se one same izčrpale, ne, predno so z njimi recimo
med državljansko vojno, tudi boljševiki še obračunali. Ampak ključno je bilo, da so se med to revolucijo izčrpali najprej same in da je bilo to najbolj odločilno. Zdaj, ker Bordeče ni tako ali drugače razvoj enostrankarskega sistema, se splača tle dati eno kratko fusnoto, kaj sploh je enostrankarski sistem. Kako do njega pride, kako nastane, kakve so njegove značilnosti. Vsem nam se zdi, da vse vemo o tem sistemu. Skratka, ima upravičene zgodovinskih razlogov skrajno neko negativno konotacijo, za katero pa je smislam, da se pogosto se prav zaradi tega težko razmišlja o teh enostrankarskih sistemih. In da se prehitro potegne določene zaključke iz tega, kakšni ti sistemi so. Preveč jih samo kot negativne obravnave se potem tukaj ponavadi ne zna pojasniti, zakaj so pa ti sistemi, recimo so imeli pogosto svoje zelo brutalne komponente, vendarle uspeli mobilizirati dostikrat množice ljudi in da so bili nekateri od njih tudi sposobni določenih sistemskih sprememb, kot smo videli v Jugoslaviji, drugi pa recimo ne. Ampak ta zadeva ima priori negativno konotacijo, jo je pa treba nekako odčarati v tem smislu, bolj natančno pogledati, zakaj tukaj gre. Skratka, zelo je hitro, te sistemi enopartijski osnovi so njihove osnove politične stranke, ki so hkrati tudi gibanja. To je ironično v tem smislu, da so to stranka, gibanje je stranka, kot danes ne obstaja. Danes vemo, kaj je stranka so podjetja, ki svoje volivce nagovarjajo, se pa z njimi posebej ne ukvarjajo, niti se kaj dosti ne brigajo za njihova življenja. V 19. stoletju, recimo od leta 1848 naprej, ko se izoblikuje modern politični prostor, še zdaleč ni samoumevno, da bi množice lahko res tudi v Zahodni Evropi, pa še kje druge, participirali v politiki. In se treba to izboriti, neko legitimnost, da se povečajo upravičenci za volilno pravico. In to dosežeš tako, recimo, si neka stranka, recimo ne delavska, socialistična, socialdemokratska, da si stvaraš neko bazo pritiska. In to si ne ustvarjaš samo na tak način, da imaš projekte velikih demonstracij, uporov in tega, ampak da poskušaš tudi poskrbeti na te za svoje ljudi, za svoje članstvo. To pomeni, da organiziraš neke prav mikrosvetove, kar se je najbolj razvilo v nemški socialdemokraciji ob prelomu iz 19. v 20. stoletje. To pomeni, da imaš organizirane cele sosedske, njihove športne klube, alternativno izobraževanje, s česar prije posebno delovska kultura in da ne naštevam tega. Skratka, finta teh mikroskupnosti je, da če ti v bistvu si delavec tam pa da izpadaš iz socialdemokracije, se ti dostkrat zgodi, da si v bistvu tudi izločen iz socialnega življenja, recimo. Skratka, je drugače kot danes, nisi član stranke, greš v drugo, to bodi si nihče ne opazi, v tistem času popolne, oziroma pri določenih družbenih razredih velike politične angažiranosti, pa to ni vseeno. Zdaj, še en razlog je, zakaj nastanejo gibanja. Skratka, tudi iz elektoralne logike, seveda elektoralna logika tudi pri socialdemokraciji nemški konc 19. stoletja pomembna, ampak komunikacijske sposobnosti tistega časa čisto tehnične niso, da bi obstajala iluzija, da ti lahko recimo preko elektronskih medijev pošleš množicam sporočila, pa se pa pretvarjaš oziroma predpostavljaš, da so vsi tvoje sporočilo sprejeli in da ga razumejo in da ga boš ni takega sodobnega političnega marketinga. To je čas pred radijem, pred kinom še v glavnem, Osnova je časopisi. Zdaj časopisi, tisk socialdemokratski se doskrat ful preganja v Nemčiji, recimo v železniških postajah se ga ne sme prodajati, recimo, Tako da se širi zelo osebno. Skratka, zato rabiš ti množico ljudi, ki to delijo in pa tudi, da ljudem razlagajo, kaj noter piše. Recimo, že sama neka zelo rudimentarna, materialna podlaga obstaja za tako gibanje, recimo, ki danes ni več, oziroma bi bila danes še vedno smiselna, vendar doskrat te komunikacijske internetne tehnologije ustvarjajo neko iluzijo, da v bistvu ni več potrebna, v bistvu da je odveč. Oziroma, to še ena stvar, socialdemokracija takrat še vedno verjame, da je treba odpraviti kapitalizem. Skratka, takrat socialdemokrati verjamejo, da tega samo prek volitev dosegli ne bodo, ampak da bo potrebna neka konfrontacija. Ergo, rabiš ti neko veliko bazo ljudi. Zdaj tukaj vprašanje, kako iz tega prideš do enostrankarskega režima. Skratka, zelo nasplošno, da se prijeti na dva načina. Ne samo z proletarsko-socialistično revolucijo, ampak tudi po parlamentarni poti. Čisto lepo, klasičen primer tega je nemški nacizem. To je gibanje, ki se v začetku, ki začne sicer, ki v svojem izvornem smislu, pa tudi dosti kasneje, kopira v osnovi organizacijske strategije in veliko podob socialdemokracije oziroma komunističnega gibanja. Isto se formira kot stranka gibanja in celo do leta 1923 nacisti želijo priti na oblast preko puča.
skratka, pač državnega udara in pač osvojiti oblast. Ampak to jim ne uspe in potem Hitler, ki takrat prevzame nekako oblast, ne, se temu zavestno odpove. In takrat postane nacistična stranka zavestno elektoralna stranka, ki deluje po vseh pravilih parlamentarne demokracije, kar mi pri nacizmu pogosto pozabimo, ker vemo, da so pač to njegove nasilne razsežnosti, njihove paravojaške enote, ampak takrat imajo vse stranke politične v Nemčiji paravojaške enote. Ampak vendarle, ne, nacisti izumijo moderni, so blazno bolj napredni v temu političnemu marketingu. Veliko bolj od socialdemokratov. Mnogo bolj so pred svojim časom. Skratka, njihova sporočila, njihov način podajanja sporočila je tak, da v bistvu nekako ta komunikacijske zmožnosti ga niso mogle, jih niso dohajali. Skratka, bili so nekako vsebinsko pred časom, ne za svojimi željami in zamislili, ampak komunikacijska tehnologija ni mogla podpirati vsega tega. In zaradi tega na nek način pač se nam zdijo tako sodobni na nek način. Skratka, njihova sposobnost eklektičnega povezovanja različnih, recimo, dogodkov, individualnih patologij, recimo, človekovih strahov, recimo, z elementi iz socialističnih programov. Ker finta nacizma je to, nacizem, fašizem, to ni socialdemokracija, to ni komunizem. Komunisti in marksisti težimo z programi, z teorijami, ki si jih je treba vsaj deklarativno držati in je okrog tega veliko, pač, ne vem, veliko se okrog tega pač vse vrti. Recimo, socialdemokracija, komunisti imajo vedno že a priori neko distanco do življenja, do ljudi, kakršni so, ker imajo humanistični, razsvetljenski projekt, da treba ljudi spreminjati. Skratka, če so ljudje rasistični, nacionalistični, to ni ok, ne jih moramo spreminjati. Fašizmu pa ne, za fašizmu je pa to vseeno, recimo. No? Popolnoma oziroma na osnovi tega dobro deluje. No? Zdaj, teh paralel med komunizmom, socialdemokracijo, fašizmom se pač ne smemo strašiti. No? Zdaj, ne sme se pač teh primerjav prepustiti raznim teorijam, totalitarizmom ali pa kakšnim bolj vulgarnim sociološkim teorijam. No? To je pač treba početi. Recimo, dejansko obstaja zgodovinski razlogi, mislim, zaradi česar je to treba, recimo. No? Že tako je tako, gledajte, v kontinentalni Evropi v 30-40 letih imamo razne avtoritarne režime, ki se mnogi od njih, da neče večina, zgledujejo po fašizmu. Zdaj, po drugi svetovni vojni pa na istem teritoriju uspevajo socialdemokratske, uspevajo pač komunistične stranke in to, če pogledamo Italijo, recimo, ki se scena popolnoma spremeni, recimo, brez neke velike revolucije. Ne? Skratka, z istimi ljudmi, z istimi ideologijami, z istimi predstavami, ki obstajajo med ljudmi, ne uspe obema popolnoma nasprotnima gibanjima v bistvu ne pač mobilizirati ljudi. Je pač to neko vprašanje. Da ne govorimo o tega, da so obstajale dejansko oblike sodelovanja med komunisti in nacisti v nacistični Nemčiji, in to so pač spolski tereni, traumatični, recimo, dostakrat za levico, ne, ampak jaz mislim, ne, to je v bistvu ekskurs, no, če veliko ne moram govoriti, ne, je pa pomembno, no, pač treba v te traumatične točke iti, ne, stran od njih, ne, ker se mogoče iz njih lahko dobimo kakšne tudi drugačne interpretacije, ne. Zdaj, kaj se zgodi, ko ta stranka, gibanje, ki porazi svoje konkurente, ne, kaj se pa zgodi, ko pride na oblast, recimo v primeru pač, zdaj, kaj se zgodi? Zdaj, ponavadi ne, se pluralizem političnih strank, ki so preobstali, pa recimo, da so poražene ali pa tako marginalne, da nič ne štejejo, ne, kompenzira z razvojem množičnih organizacij, ne, s katerimi poskuša vodilna stranka razviti nek odnos transmisije, ne. To zato, ker pač če določene politične stranke razpadejo, ne, ki so dostakrat interesne stranke, ne, pa če one razpadejo, ne pomeni, da so razpadli pač interesi različnih družbenih skupin. Pomeni samo, da je treba določene interese v družbi, ki nimajo več določene oblike pač organiziranja, organizirati pač drugače. Ne. In zdaj obstaja neka iluzija iz teorij totalitarizmov, ne, da pač ima neko totalitarna stranka, pač ena in edina stranka, ne, moč preko teh organizacij, da popolnoma uveljavlja svojo voljo, ne. Kar pa pač empirično, če zgodovinsko gledamo, pač ne drži. Vedno se gre za to, ne, pač kakšno, mislim, treba pogledati, kakšne realne strukture moči obstajajo, koliko je vodstvo oziroma neka politična garnitura tega zares sposobna. In navedel bom nek paradoks, no. Poglejmo recimo naš jugoslovanski socialistični režim v 50. in 60. letih. Da ne bom šel predaleč v to zgodovino, tam obstajata recimo tako dve pomembni struji. Ena je Kardeljeva, ki stavi na pač federalizem, poglabljanje, samoupravljanje, na drugi strani imate pač
linijo drugega partijskega voditelja Rankoviča, ki je za večji, ki je za centralizem, a manjšo zaupanje v samoupravljanje. Skratka, razlike med tema dvema modeloma, ne, so blazne. Recimo, mi danes med različnimi političnimi strankami v Sloveniji in v Evropi nimamo takih velikih razlik, recimo, da bi rekli, da med njimi obstajajo dejanski popolnoma različne politične paradigme oziroma programi, do katere bi uveljavili, da bi se pojavile take razlike. Mislim, jih nimamo, recimo, danes. Ne, imeli smo pa jih v unem sistemu, ki je bil enostrankarski, recimo, ne, takrat, ne. In da ne govorimo o Sovjetski zvezi, je še huje. Konec 20 let, to bo naslednjič, imaš te linijo Stalina, ki pač njegova ekipa hoče kolektivizirati državo, popolnoma hoče ukiniti trg, popolno vertikalno integracijo gospodarstva. Na drugi strani imaš linijo Buharina, ki še vedno zagovarja trg, ohlapnejšo povezavo med kmeti in to sta dva popolnoma različna projekta z popolnoma različnimi posledicami, kljub temu, da je režim pač režim ene stranke, ne? In vsako od teh skupin za njimi stojijo določene frakcije, imajo svoje skupine intelektualcev in tudi različnih skupin intelektualcev, od partijskih ideologov do resnih znanstvenikov, recimo, ne? In tudi takih podobnih razcepov, recimo v slovenski družbi, ne vem, niti v Nemčiji ali kje druge, ne vem, no, če lahko pokažemo na boj recimo dveh takih projektov, ki bi recimo popolnoma preobrazili neko narodno gospodarstvo, pač vodi se Evropo. Pač to je nek paradoks, ki se zgodi v takih režimih, ne. In zdaj pa je tako, ne, mislim, poleg tega, ne, lahko v teh, recimo zdaj to je tako, no, zdaj te jednostrankarski režimi lahko, ne, postanejo stagnantni režimi, recimo ala brežnevskega tipa, neke sterilne birokracije, ki nimajo nobenih invencij, lahko je pa pač to, se zide nekaj podobnega kot jugoslovanski sistem v 60-ih, pa v 70-ih letih za razvoj samoupravljanja, za nekim proliferacijo, razraščanjem nekih novih institucij, ki so v bistvu precej neodvisne, se partija za njih tudi ne zanima, recimo, no. Oziroma pač v njih ljudje razvijajo veliko svobode in pač produktivne pač polemike tudi noter pride, no. Tako da, finta je v tem, ne, da so pri teh razvojih, ne, teh sistemov se odpirajo pač različne opcije. Nikoli ni pač samo ena opcija, ki bi nujno mogla voditi samo najhujše in brutalne oblike represije. Seveda je pa ta tudi možna, no. Zdaj končno prehajamo na rusko zgodbo, ne. Zdaj, ruski socialni demokrati, ne, se slabih 2 desetletjih pred revolucijo leto 17 ne prizadevajo vzpostaviti točno tak tip stranke, kakršna je bila nemška socialna demokracija. Pa jim ne gre zaradi tega, ker je pač režim carske Rusije še mnogo bolj represiven. Kratka, veliko bolj nazadnjaški od Nemčije. In pač iz tega izhajajo frustracije in pač tudi veliko razmislekov, kaj pa narediti pač kljub temu, ne. Skratka, vse delujejo ilegalno, ogromno, večina vsi kongresi razen prvega potekajo v tujini, v glavnem se povezujejo preko časopisov, ilegalnih delavskih krožkov oziroma ilegalnih pač delavskih skupin. In to velja za vse 3 pomembne skupine, recimo v tem ruskemu socializmu. To so pač menševiki, boljševiki in socialni revolucionarji, pač eseri, kot jih pač boljš poznamo. Zdaj zelo na hitro, kakšne so razlike med temi strujami, o tem je treba vredno nekaj povedati, ne, skratka, razlika med boljševiki in menševiki na začetku okoli leta 1903 pride do razcepa. Bom zelo enostavno povedal. Pač Leninova struja pač hoče imeti tako stranko, kjer si lahko član samo, ne samo, če plačuješ članarino, ampak če si dejansko aktiven v neki organizaciji. Struktura, skratka, paradigma drugih socialdemokratov je, ne, imamo bolj sproščeno stranko, skratka, bodimo bolj odprti in en tak angažman. To je pač en spor. Skratka, pomembnejši ideološki spor prije kasneje med rusko revolucijo, med 1905 oziroma 1907, kjer se pojavijo večje razlike, recimo, kjer Lenin že takrat reče, recimo, da pač buržoazne revolucije, skratka, že carizma ni mogoče vreči s pomočjo meščanstva. Meščanske stranke tega ne bodo naredile, tukaj morajo delati delavski razred, skupaj morajo pač imeti odločilno vlogo pač tudi kmetje, ne. In pač ta režim seveda ne bo tako ustvaril socializma, ne bo pa ustvaril neko oblast, ne, ki bi bila v mogočnih okoliščinah to mogoče kratkoročno so sposobna narediti, ne. Dočim menševiki, recimo, zmerna socialdemokracija pa trdi, ne, pač dejansko pač zelo dolgo bomo po neki buržoazni revoluciji, ko bo padel carizem, mogli čakati, ne, da bo delavski razred se izobrazil, da bo postal bolj zaveden, da ga bo več, da bi mi lahko sploh pomislili pač na nek socializem. To so pač te velike razlike.
In pač Leninov radikalizem naredi to, da v bistvu že zelo začetka od sebe odžene vse intelektualce. Skratka, z Leninove struje pobegnejo vsi pobegnejo od njega v enem momentu. No, vidimo Plehanov, dolg časa sem s njim Bogdanov Polinačarski, ta dva videta, ne, skratka, to je pač eden učinkov, pa ne sicer nepomembnih, ne, da pač v bolševiški stranki, ki se s časoma razvija, ne, velik generacijski razkorak, skratka, med Leninom kot voditeljem, ne, in mlajšo generacijo, s katero se šele kasneje razvijajo pač neki novi intelektualci, ki so povedno v nekem podrejenem, nekem transfernem položaju učenca, učitelja. Skratka, ni med njimi veliko tako enakovrednih oseb in ta zadeva v bistvu ni tako popolnoma nepomembna. Zdaj, če gremo na eseje, ta stranka je pač v bistvu najbolj zanimiva. Ne? Oni se imajo tudi za marksiste, kot socialdemokrati, ampak tako, da ne kompliciram, na nek bolj sproščen način. Ne? Od Marksa vzamejo recimo pač določene pač ideje, ko jim pašejo ideje socializma, verjamejo, da je recimo možna določen prehod v Rusiji v socializem, ampak verjamejo, da bi to lahko pač dosegli preko osvoboditve kmečkih občin. Skratka, o tem bom govoril več naslednjič, ampak tokrat ne bo dovolj, če povem, da so to neke samozadostne vaške skupnosti, ki so bile že tako pač precej organizirane še po egalitarnem principu in je pač verjetje, da se tam lahko izoblikuje neka oblika egalitarne zavesti, celo socialistične zavesti, ki bi, pozor, ne, lahko kmetje zaradi tega ne tudi prostovoljno iz svoje zavesti prišli do ideje, da se sami sebe kolektivizirajo. To bo pomembno za naslednjič. Recimo, pač kolektivizacija ni ideja samo neke samo skrajno radikalne struje znotraj bolševizma, ampak so si ideje, kako bi bilo mogoče opustiti individualno kmetovanje in ga pač organizirati recimo neki splošni osnovi, recimo, ne, da ne dela vsaka družina na eni krpi zemlje, ampak da jih združijo, ne, da je bilo to širom tega socialističnega diapazona političnega, pa so te ideje pač obstajale, recimo, no. To je treba, ne. Skratka, te eseri pač, oni izhajajo iz te stare populistične tradicije ruske, ki je pač teroristična, ne, ki pač verjame, da je mogoče režim spremeniti že tako, da se pač umori pač nekega pomembnega predstavnika carskega režima, pa bi pol to nekako zrevoltiralo ljudi, v bistvu kot neka iskra, ki bi zanetila požar. Ampak te strategiji se oni ne odpovejo pač nikoli, ne. Sprejmejo ogromno idej iz nemške socialdemokracije, ki se jim zdijo smiselne, od časopisov do organiziranja, ampak mislijo, vse to je pa tudi v redu, če vsake časa kakšnega likvidiramo in bo okej, ne. In se temu ne odpovejo niti pol do začetka 20 let, ne, v Sovjetski zvezi. Potem, skratka, v tem smislu se precej razlikujejo od socialdemokratov. Socialdemokrati recimo trdijo pač v Rusiji, ne, da pač kmetje sami od sebe nikoli ne bodo prišli do neke res progresivne socialistične zavesti, da bi sami od sebe pač si zahoteli za res neko res egalitarno pač obliko pač nekega skupnega sobivanja in gospodarstva. In pač to je verjetje, da mora ta zavest, edina prava zavest prijeti od zunaj k njim. In skratka, si predstavljamo, tukaj imamo dva različna izhodišča k socializmu. Ampak oba sta socialistična na svoj način. Pač, recimo, socialdemokrati imajo znanstveni pogled na socializem. Pač znanstveni v smislu, koliko je to obstajalo v tistem času. Skratka, do socializma bo prišlo zaradi tega, ker je kapitalizem pač itak samo od sebe nagnjen, da bo propadal, ne, da ga mora nujno zamenjati nekakšen drugačen, racionalnejši, pravičnejši družbeni red. Vse, kar mi tukaj naredimo, je to, ne, da z našo akcijo pomagamo, da bo padal prej. Skratka, po zgodovinskih zakonitostih. Ne. Dočim eserovski, ne, je pa v bistvu etični imperativ. Skratka, da pač to izhaja v bistvu iz neke globoke ljudske zavesti o pravičnosti proti nelegitimnosti bogatstva. Skratka, da je treba tukaj graditi. In skratka, to pomeni, ne, da v agitacijskem smislu, političnem, mobilizacijskem ima ta skupina eserov dosti veliko prednost v bistvu, ne, ker se lažje pač približevati ljudem, recimo, skratka, lažje je pač mobilizirati pač ljudi, ne, ker govori z njimi v bistvu pač podoben jezik, v bistvu popolnoma izhajaš, ti nimaš neke take distance, recimo, ne, kar je konstantni problem levičarstva, ne vem, v tistih časih je problem tudi v današnjem času, recimo, no. Zdaj, je pa tako, ne, da pač znotraj teh eserov že v tistem času obstajajo pač različne struje. Skratka, s časoma se pojavijo ene, ki si želijo več legalnega delovanja, ki v začetku so vse stranke pač v Rusiji ilegalne, v carskem režimu pred revolucijo. In verjamejo, ne, da bi se mogli legalizirati, ker v carski Rusiji recimo bi bilo dovoljeno neko tole zadružno gibanje. Ne. In pač imaš desnico znotraj, ki verjame, da bi pač preko tega se mogli institucionalizirati. Ne.
In to že seme kasnejših pač razcepov, ki so bili v bistvu usodni za sam razvoj dogodkov. Saj znotraj te ruske socialdemokracije imaš tudi podobne razcepe. Imaš recimo s časom nastajanja dve stranki, menševiška in boljševiška socialdemokracija, imaš pa neko skupino ljudi, tako imenih legalnih marksistov, ki tudi probajo razviti načine, kako bi bilo mogoče legalno v okviru carskega absolutizma razviti pač neko delovanje. Ta skupina je bolj marginalna in bolj intelektualna. Zdaj gremo na leto 17. Zdaj je vprašanje, kaj tej sceni politični prinese leto 17. Zdaj v prvi vrsti pač revolucija sama, pač padec carizma, pač ustvari v Rusiji nenadoma take neslutene svoboščine, skratka svobodo tiska, zbiranja in združevanja in pač imajo te socialistične stranke nenadoma tako možnost za agitacijo, za širitev svojih idej, s tem, da se širijo, mobilizirajo, večajo, kot si prej niso mogli pač niti zamisliti. In vse stranke se v tistem času krepijo, pomembno pa je vedeti, da se krepijo pač na zelo različne načine. V izhodišču so menševiki in eserji recimo spomladi, tudi v času aprila 17, bistveno močnejši recimo od boljševikov, skratka na vseh v bistvu nivojih recimo. Skratka, kakšni so bili pogoji recimo za razvoj strank takrat? V februarski revoluciji pač pride do tega slavnega pač pojava Sovjeta, delavskih in vojaških odposlancev. Jaz mislim, da je nujno, da na hitro povem, zakaj je tukaj šlo, kaj so sploh Sovjeti. Sovjeti so dejansko kljub mnogim kasnejšim zgodovinskim poskusom posnemanja, včasih tudi z istimi imeni, dejansko neka posebnost Rusije. Skratka, nastali so prvič v revoluciji leta 5 in pač v izbruhu pač demonstracij, pač nemirov so pomenili v bistvu obliko organizirane delavce, da so ljudje iz svojih sosesk, ki so prvični delavski ali pa iz tovarn, da volijo svoje delegate in ustvarijo pač neko telo, ki ne bi probalo koordinirati revolucionarne aktivnosti, bodi samo za demonstracije ali pa za različne stvari. In v prvi ruski revoluciji leta 5 je fascinantno to, da so te zadeve zelo spontane in da jih politične stranke šele kasneje prevzamejo. V tej drugi revoluciji leta 17 je pa obratno, da je najprej iniciativo politične stranke, ampak potem doživijo med ljudstvom po celotnem ruskem imperiju neverjeten odziv. In množičen je pa zato, ker upravljajo, in to je zelo pomemben poudarek tukaj, funkcijo sindikatov v začetku. V začetku delujejo recimo mnogi od teh sovjetov čisto tako, kot bi mogli delovati sindikati. Zlasti sovjeti, recimo, vsak kraj ima kakšen sovjet, vsako mesto, in če veliko mesto ima še pač krajine, pač svoje manjše sovjete. Skratka, v carski Rusiji sindikati do leta 5-7 sploh niso bili dovoljeni, so bili čisti legalni. Kasneje so bili komaj, recimo, na robu zakona in jih je pač revolucija in dala možnost leta 17, da se razvijajo. In so pač te delavske iniciative pač sovjeti pač omogočali nastajanje sindikatov. In to je drugače kot kasneje v Nemčiji. Recimo, ko se pojavi sovjetsko gibanje leta 18 pa 19 po prvi svetovni vojni, ker ti že imaš urejeno sceno gibanja sindikalnega, reformističnega in pač se tisto delavstvo, ki je bolj radikalno, v bistvu nima praznega prostora, nima recimo širokega bazena neorganiziranih ljudi, da bi jih lahko zajelo neke nove, bolj radikalne oblike organiziranja. Med temi sovjeti obstajajo velike razlike. Ena stvar je pač Petrogradski sovjet, ki postane v bistvu glavni sovjet, recimo pač v celotnem pač ruski državi, v katerem vrhu so politične stranke, pač organizira demonstracije in potem za začasno vlado, ki se takrat pojavi meščansko, pač se dogovarja z določene zakone, kot je uzakonitev 8-urnega delovnika, ukaz številka 1, da bo vojska organizirana na drugačen, bolj pravičen, demokratičen način, oziroma vse na sodobnejši način, kot je bila pač carska. Ampak sovjeti v manjših krajih imajo pa ful več pristojnosti, recimo. Pač dostikrat organizirajo pač prehrano, če v določenih mestih pomanjkanje, sovjeti organizirajo vojaške enote in oplenijo hiše imovitejših prebivalcev tistega mesta. Organizirajo pač prve konfiskacije. Organizirajo pač karte, skratka racionalno pač neko delitev pač dobrin in vsega tega. In dejansko na tem majhnem nivoju v malih krajih se pokažejo kot možnosti, da evo, tako bi pa lahko mogoče državna oblast v prihodnosti delovala.
Popolnoma take funkcije pač ta Petrograjski sojet nima. Petrograjski sojet, ne, ki ima res ogromno zastopstvo na stotine delegatov iz vojaških enot in vseh tovaren, deluje zelo podobno kot klasičen parlament, kjer se ogromno diskutira, glavne odločitve se pa kasneje sprejemajo pač v izvršnih organih, zaradi česar ga bolševiki, tudi zlasti Lenin, ne kritizira, da se je pač degradiral v pač navadni parlament. Ampak po drugi strani lokalna ta oblast, ne, pa kaže pač neki drugi, nekako drugačen pač potencial. In to so pač pomembne zadeve, ne. In skratka, pomen Sovjetov je, da so noter včlanjeni samo delavci, skratka, vojaki, tudi kmetje po nekje. In da tukaj a priori je vsem v začetku jasno, da tukaj pač predstavniki meščanstva, meščanskih političnih strank, ki obstajajo, pač tukaj nimajo mesta. In je to v tistem času izraz demokracija, ki je popolnoma drugačna definiciji demokracije današnjega časa. Pač politična zavest tudi pri neizobraženih množicah takrat je, ne, pač njihovi kriteriji pravičnosti so take, da so pač predstavniki starega reda, bodi si aristokrati, bodi si liberalci, pač ne vem, razmeroma dobro uspevali že v prejšnjem carskem režimu in da zdaj pač, ko imamo mi revolucijo, ko smo mi delavci in kmetje sami vrgli ta carski režim, zakaj hudiča, ne, ko smo mi zabojevali to revolucijo, zakaj bi mogli jih mi vključevati, recimo, no? Zakaj bi oni imeli prostor v nekem novem redu, nekem svobodnejšem, demokratičnem redu, ko so bile pa iste sile, isti ljudje, ne? Pač prosperitetne v nekem drugem režimu, ne? V katerem smo bili pač mi zatirani. Pač to je tak pogled na demokracijo, ki danes v bistvu pač ne obstaja. Oziroma pač meščanska kritika reče, da je to pač njegov totalitarni moment. Pač taka predstava demokracije ni bolševiška, tako predstavo si delijo zelo različne revolucionarne stranke. In tudi menševiki, anarhisti, eseri, bolševiki jasno, in tudi pač širše množice, recimo, no? Zato pač medzačasno vlado, ki nastane od poslancev nekega kvazi-carskega parlamenta, ne, in med temi sovjeti so non-stop problemi. In ključna stvar za delitve, ki bo usodna za razvoj po revoluciji, je ta, da določene stranke, vendarle ne, socialdemokracija, menševiška in eserska, ki imata svoje desne struje, ne, pač se odločijo za sodelovanje z začasno vlado, celo do te mere, da pač vstopijo noter. In to povzroči s tem, ne, veliko trenje znotraj njihovega članstva, recimo, ker pač začasna vlada, recimo, ne odredi pač zahteva pač tistega časa, skratka, zavlačuje, koliko je mogoče z koncem vojne. Potem noče pač, ko se pojavi kmečko uporništvo, deliti zemljo, zelo pravi, ja, zemljo bi delili enkrat kasneje, takrat, ko bomo natančno pogledali, katere zemlje sploh za razdeliti in pač podobne zadeve. Vojno lahko končamo takrat šele, ko se bodo ljudstva v državah naših naspornikov odprla, ker pač vojne končati ne moramo, ker če bodo mislim, enostransko se to pač itak ne dano. In to je pač tak zdravi realizem, ne, ki ga nosi pač ta režim začasne vlade, v katerega se pustijo kooptirati predstavniki, oziroma struje socialističnih strank, ne povzroča pač od spodaj frustracije. Pač bolj, ko se kriza večja, ne večja se pač napetosti. Pa druga zadeva, ki se zgodi socialnim revolucionarjem, je ta, da v njihovo stranko vstopi Kerenski, pač neka figura, ki nas je potem zelo popularna v tistem času, ki postane v enem momentu tudi predsednik začasne vlade. Posledica tega je, da pač v esersko stranko vstopijo tudi predstavniki družbenega establishmenta, ker pač gre za vodilno figuro, ne. Ker pač to je tako, no. Socializem tudi v tistem času pač ni bil samo gibanje, ne, bil je tudi stvar pač določene mode. In so se mnogi predstavniki družbenega establishmenta identificirali s tem socializmom. Zdaj, za samo esersko stranko, ki je imela neko slavno, herojsko, revolucionarno tradicijo, ne, je bilo pa to katastrofalno, če ti v svoje vrste dobiš, ne vem, stare generale, ki se morajo zdaj komunicirati, pa pogovarjati z bivšimi teroristi. Skratka. Je bila to ena zadeva, ki je pač spodbujala velike razkole tukaj, no. Zdaj, finta bolševiške stranke pa je, ne, da oni pa ne vstopijo v začasno vlado. Oni imajo med sabo tudi razkole znotraj sebe, ne, imajo probleme, ne, ker je stvar taka. V bolševiško stranko, recimo, ne, vstopajo množično, ne, pač, ker bolševiki ne vlagajo nobene energije v komunikacijo z establishmentom, ne vlagajo posebne energije, da bi se ukvarjali, da bi sodelovali pri izvršnih odborih Sovjetov. Oni pač ves čas od februarske revolucije do julija 17 porabijo zato, da probajo čim bolj agitirati med delavci po tovarnah, čim bolj se probajo pač širiti. Skratka, dobijo v svoje vrste ogromno radikalne baze, ne? Ampak finta je veliko novih radikalnih članov, ki pa
so v bistvu bolj radikalni od njih na nek način. Skratka, niso boljševiki prišli, recimo, tako kot v prejšnjem starem režimu, med neke pasivne delavce, pa jim tudi, recimo, ubijali glavo, da morajo biti bolj radikalni, ko so vendar te delavci brez boljševikov samih postali radikalni v februarski revoluciji. Kajti februarska revolucija se je začela brez, recimo, pač vodstva političnih strank socialističnih. So se ljudje sami zrevoltirali. Skratka, je to bilo zelo pomembno. To je v bistvu zelo poživilo stranko in jih hkrati pa postavljati pač te nove ljudi z nekimi velikimi pričakovanji, recimo, ne, sploh ko dobiš Lenina zraven, ne, ki ima nek zelo radikalen program, ne, velik konflikt z določenimi starejšimi člani, ki so rekli, saj mi smo že za socialistično revolucijo, pa kaj pač nam rata, pa nam pol blazno slabo spodleti, recimo, ne. In so to neki konflikti, kjer obstaja tudi potencial, da bi se ta stranka lahko sesula. Pač ni neke zgodovinske zakonitosti, zakaj se ni, no pač ostale skupaj, druge stranke niso ostale skupaj in je to pač ena od pomembnih zadev, no. Posebej skozi krizo te revolucije. Skratka, kriza se pa zaostri julija pač 1917, ko propade velika ofenziva carske vojske in pač ti spontane velike demonstracije ljudske, kjer pač ljudje zahtevajo na cestah, da pač je treba iz začasne vlade zabrisati ven meščanske stranke, ne oblast prevzamejo samo socialisti. In boljševiki recimo pač zahtevajo pač nek prevrat, v bistvu že takrat množice. Ne? Ampak pač takrat nobena stranka se ne postavi na čelo tega gibanja in to gibanje pač propade. Potem avgusta imate afero generala Kornilova. Mislim, te zadeve bolj počasno obravnavam, ker so natančno opisane, mislim, na kratko obravnavam, ker so opisane tukaj v Rabinoviču. Skratka, gre za poskus puča določenih gospodarskih in vojaških elit, ki so hotele pač ukiniti Sovjete, in tudi Kerenskega. Ampak se Sovjeti organizirajo sami, ne, preprosto, vse bilo enostavno. Pač preko železničarjev, ne, so zaustavili vlake zunaj vojsko, pač počistično, ki je hotela odpraviti z Petrograjskim Sovjetom in je bilo upora tega generala Kornilova pač konec. Ne. Zdaj med avgustom in oktobrom, to se tudi splača brati v tej knjigi Rabinoviča notri. Je zelo detaljno opisano, pa preberete pač malo kje, ne, kjer so opisani najrazličnejše variante, skratka, da znotraj menševiške stranke, znotraj eserske stranke, zmirnejše ali pa centristične struje pač pritiskajo, ne, na svoje desničarska vodstva, ne, da je treba nekako iz začasne vlade zabrisati Kerenskega, da je treba zabrisati pač meščanske stranke, tiste, ki blokirajo sprejemanje določenih zahtev, ki jih ljudje hočejo, ne, da imamo ustanoviti vlado, ki bo samo izključno socialistična, recimo, ne. Ampak vsi poskusi pač, ne vem, od septembra do avgusta propadejo. Obstaja celo en moment, ne vem, ko se Lenin sam strinja, evo, pa imamo tako vlado, če imamo lahko, ne, če mislite, da imamo lahko, ne. Pač do take vlade pač ne pride, ne, in pač dogodki pač se peljejo naprej, ne. Zdaj, jaz ne bom šel v detajle osvajanja Zimskega dvorca, najboljši detajli so pač opisani znova v tej knjigi tukaj notri, ne bi šel v vse kontroverze. Pač finte v tem, da pač boljševiki, ki imajo radikalni program, medtem ko zmernejše stranke tega nimajo, ne, pač dobivajo več podpore v Sovjetih. Skratka, v enem momentu jeseni septembra osvojijo pač Petrograjski Sovjet. In potem ustanovijo telo, ki se mu reče Vojni revolucionarni komite, ki pač pod vodstvom koordinacijo Trotskega pač izvede med samim drugim kongresom Sovjetov, nekim velikim zasedanjem vseh Sovjetov v tej državi, ne, pač revolucijo, ne. Skratka, da pač aretirajo začasno vlado. In pač jo zaprejo pač v neko taviško palačo, neko ustanovo tam, ne. In pač, kaj je posledica tega, ne? Neposredna posledica pač ni ta, ne, da bi pač se avtomatično iz tega izskočil ven pač enostrankarski režim, da bi to ustoličilo neko oblast boljševikov, nujno, ne samo njihovo, ne, pomeni samo, da pač ne bo meščanskih strank tukaj več, recimo, ne. Skratka, zdaj bi, teoretično bi to pomenilo, ne, da pač, če bi se s tem sprijaznili ostale socialistične stranke v Sovjetu, ne, pač se parlamentarizem mirno lahko nadaljeval tudi tam, ker Sovjeti, vsaj na tem najvišjem nivoju, so delovali popolnoma isto kot parlament, recimo. No, imeli so izvršne odbore, ki so bili podobne vladam in pač odločitve so se sprejemale, pač jasno je bilo, kdo je kdo od delegatov na tem najvišjem nivoju, skratka, kdo pripada boljševiški partiji, kdo pripada eserski, kdo pripada pač menševiški. In boljševiki imajo na drugem tem kongresu v času revolucije relativno večino. In absolutno mislila na večino, tako da lahko kasneje sestavijo pač neko novo vlado, imajo pa samo z levim krilom eserov, ki prekine za svojo stranko, zaradi tega, ker tam noče končati vojne, noče deliti zemlje in tako naprej. Skratka, to ni bilo nujno, ne.
Zgodilo se je tudi to, da so pač zaradi te oktobrske vstaje, ne, pač mnoge socialistične stranke, vsi zmirni elementi menševiki šli van, zapustili so ta kongres. Pač so rekli, v tem ne želimo več sodelovati, ker ste vi uzurpirali pač to dejanje, skratka, res je, pač naskok na Zimski dvorec, ni bil njih ravno naskok, no, ampak vendarle, ne, pač ni bil avtoriziran, no, iz strani pač kongresa Sovjetov, ampak pač to je avtorizirala partija sama, pač pod vodstvom Lenina in Trotskega, ne. Zdaj, če zmerni socialisti tam ne bi šli ven, ne bi bila obstajala neka večja možnost, ne, da bi se odprl nek drugačen tip vlade, recimo. Lahko bi mogoče kasneje prišlo do razvoja enostrankarskega režima, oziroma mogoče obstajal nek večji pluralizem. Ne. Zdaj, do pomladi 18 sicer imate sovjetsko vlado, recimo, ne, v kateri so tudi levi eseri, ampak do nje pride samo zato, ne, ker se pač po oktobrski revoluciji uprejo železničarji, ki imajo svoj močen sindikat in rečejo, mi zahtevamo, ne, mi nočemo, da vlada samo ena politična stranka, samo ena socialistična. In zdaj, če vi ne boste sestavili vlade, mi ne bomo spuščali vlakov po železnici Petrograd, Moskva. Skratka, če to narediš v tistem času, to pomeni, da pač ostaviš v Rusijo. Skratka, in ni bilo nobene sile, da bi jih nekdo prepričal. Pač železničarski sindikat je to dejansko izsilil, ne, ker v nasprotnem primeru je Petrograd postal tako kot Pariška komuna. Pač izolirano od dežele in pač vsi socialisti so vedeli, da je Pariška komuna končala slabo. No. Tako da je pač prišlo do te koalicije med levimi eseri in bolševiki in ta koalicija zdaj kar nekaj časa dobro funkcionira. In ne konča zaradi tega, ker se levi eseri ne bi strinjali z bolševiki, ki bi jih motilo to pač njihovo nasilništvo, pa zaradi pač tistega sporazuma v Brest-Litovsko, ampak to so te podrobnosti zdaj ne moram iti, no, ker nimamo dovolj časa. Skratka, leta 17 se je zgodilo v bistvu nekaj podobnega, kot se je v Jugoslaviji zgodilo leta 45 pri nas. Ko imaš ti recimo komunistično gibanje, ki na koncu pač zmaga, ne, vojna maja 45, ne, se pa ohranijo še določeni fragmenti meščanskih strank. To ne toliko v Sloveniji, zaradi specifičnega razvoja Osvobodilne fronte, ne, ampak v Srbiji, kjer imaš veliko ostankov raznih strank, recimo meščanskih starih iz stare Jugoslavije, ki imajo svoje časopise, tudi svoje organizacije in pač, ker se Jugoslavija bori za mednarodno priznanje, pač neka druga oblika pritiska, ne, v Avnoj, ki je takrat neka taka skupščina, ne, pač kooptira določene poslance teh meščanskih strank. So še vedno tam noter, ampak to ne pomeni, da imajo pač te skupine kakršenkoli realni vpliv. Slej ko prej jih ni, pač se jih znebijo, recimo, oziroma ne fizično, pač nujno, no, pač ukinejo pač njihove časopise in je pa z njimi več ali manj konec. In sčasoma se bo to zgodilo pač z tako zelo oslabljenimi socialističnimi strankami, ki so se pač med sabo v teh burnih revolucionarnih dogodkih pač razcepili, ne. Zdaj, smo v obdobju med 1917 in 1921, ne. To je blazno težko obdobje, ne, v kateri bolševiška stranka potem, ko je uspelo iziti močnejša kot vse ostale socialistične stranke, ne, se zgodi veliko sprememb, kako ona sama funkcionira. Zdaj, dogodki, ki vplivajo, da se spreminja, ne, jasno se militarizira, ne, so pa taki, recimo državljanska vojna najprej, ki je najhujša v letih 1918-19. Potem pride Lako, potem pridejo kmečki upori po državljanski vojni. Zdaj, to o tem bomo govorili naslednjič, no. Ampak je pač to neka huda zadeva, ker se formirajo vojske, ne vem, kmetov, ne vem, za 10 in 10 tisoče ljudi. In je to problem. Potem je huda lakota v deželi. Potem se ti zgodi kronštadtski upor, kjer pač radikalni levičarski mornari pač hočejo obnovo sovjetske demokracije. Pač trdijo, da je bolševiška oblast premočna in da pač vsiljuje, kakšni kandidati se volijo v Sovjete, ne? In jih to moti. Potem imaš znotraj svoje lastne stranke še delavsko opozicijo. To je pač takrat, da sem zelo enostaven program, da bi pač ne bi država bila tista in njeni centralni planski organi, ki bi organizirali narodno gospodarstvo, da bi to mogli početi sindikati na nek bolj demokratičen način. Skratka, in takrat pač Lenin izsili, recimo ne samo on, njegova skupina, veliko pač določenih sprememb, ne. Eno od teh je prepoved frakcij znotraj bolševiške partije. Kar ne pomeni ukinitev svobode diskusije, ne, ampak to, da se ljudje na transparentne načine ne morejo povezovati v različne skupine, ne, ker je pač Lenin in določeni pač njegovi pristaši so ocenili, da bi iz tega pač nastali neke druge stranke, recimo, no, in da bi jih to lahko pač vrglo v zrak, ne. Zdaj, in to je kljub temu, ne, je čas
pri vojni frakciji to je čas živahnih diskusij, recimo v začetku 20-ih, recimo, ko je problem delavska opozicija, ima Pravda posebne strani, kjer ljudje z različnimi mnenji in stališči lahko kontrirajo eden drugim. Skratka, režim takrat, kljub vsemu, kljub strahotam te državljanske vojne, je bolj demokratičen, kot je recimo jugoslovanski režim sredi 50-ih let, ko imate obračun z Džilasom, znotraj jugoslovanske partije, pa Džilas javno lahko objavlja samo svoje kritike, nima pa možnosti, dejansko, evo, takrat v tistem času v Jugoslaviji ni bilo mogoče, da bi lahko svoje nazore široko objavljali, recimo. Zdaj, povečuje se tudi v boljševiški stranki samostojnih izvršnih organov, recimo. Kaj se zgodi z famoznim centralnim komitejem boljševiške stranke? Zdaj, že pred revolucijo, je ta komitej na tej slavni praški konferenci, to je zanimiva konferenca, iz leta 1912, kjer Lenin potegne določene svoje pristaše in trdi, da je pač to v bistvu shod vseh socialdemokratov, ki bo sprejel neka nova pravila delovanja. In da pač vsi ostali socialdemokrati od Plihanova do Trotskega Lenina takrat spljuvajo, da je to navadna pač uzurpacija. Ampak takrat se sprejme in na to konferenco pride res samo 15 do 20 ljudi. Pač ljudi, recimo 15 ljudi, ki so v enem prejšnjem obdobju bili izvoljeni, recimo na kakšnem pač kongresu, ampak takrat sprejmejo pravila, da lahko centralni komitej se tudi sam kooptira člani. Da ima, recimo, se lahko tudi sam, recimo, načeloma ne bi to imenoval pač kongres, člane centralnega komiteja, ampak ima pa tudi centralni komitej sam pravico, da jih imenuje, pa jih kongres pač to potrdi, recimo, kasneje. Potem, leta 1921 se tudi uvede pravilo, da je mogoče neposlušne, skratka, člane centralnega komiteja, samo lahko dvotretinska večina znotraj CK, izključi kakšnega člana ali pa večjo skupino članov. Skratka, ne gre za to, da je član CK-ja pač nedotakljiv, ko ga enkrat izvolil kongres, pač dve tretjine članov pač tega človeka lahko izključi. In ta zadeva za kasnejši razvoj, za drugo polovico 30 let, bo pomembna, skupaj z tisto varianto, da se CK lahko imenuje sam. Zdaj o tem bom govoril v naslednjem predavanju, lahko vam pa zdaj že povem, kaj je to konkretno v določeni situaciji pač pomenilo. Recimo, leta 1934 je bil pač nek 17. kongres boljševiške stranke, znan tudi pod nazivom Kongres zmagovalcev, kjer so izvolili 71 članov in 68 kandidatov. No, leta 1939 jih je preživelo samo 16. Tako da, in kako je do tega prišlo, bomo pač govorili naprej. Potem, leta 1919 med državljansko vojno nastane tisti famozni organ, ki se mu reče Politbiro. To je pač organ skupine 5 ljudi, ki je nekako ob centralnemu komiteju, ki pač sprejema odločitve takrat, kadar centralnega komiteja ni. Državljansko vojno je tako, da so itak vsi člani CK-ja na terenu, in pač mora biti argument ta, da pač odločitve pa mora biti sprejete. Zdaj, kljub temu, da ta zadeva nastane v neki izredni situaciji, se ohrani do konca Sovjetske zveze, pač nikoli je pač ne ukinejo. Zdaj, ob Politbiroju pač nastanejo še cela vrsta, recimo, raznih administrativnih teles. Se imeni organizacijski biro, sekretariat, centralna kontrolna komisija. Zdaj, pomembna je ta centralna kontrolna komisija, recimo, ki rešuje disciplinske probleme članstva. Zdaj, institucionalno uredijo takrat tako, da pa član te centralne kontrolne komisije dobi mesto v politični policiji. In od tistega trenutka, recimo, to praktično institucionalno pomeni, da politična policija ima institucionalno vez z stranko. In to pomeni, da pač ta policija se ne ukvarja samo z razrednimi nasprotniki, ampak da obstaja trdna institucionalna podlaga in personalna vez, da je mogoče na tak način se lotevati tudi ljudi znotraj lastne stranke. Ampak to so pač stvari, ki na začetku pač niso očitne, recimo, tako zelo. Zdaj, ta krepitev aparata boljševiške stranke je imela pač posledice za delovanje članstva in to spet pripelje k oktobrski revoluciji. Zdaj, med samo oktobrsko revolucijo pač vsa ta institucionalna je pač stranka bistveno bolj ohlapno organizirana. Pač to je ena velika poanta Rabinoviča, tukaj je noter,
da je bila ravno v tem v bistvu neka skrivnost uspeha oktobrske revolucije. Ker pač Rabinovič z veliko dramo opisuje, kako Lenin od srede oktobra zahteva, recimo, da je treba že jutri naslednjo uro nujno vršiti to začasno vlado, da je treba že zbrati kontingente oboroženih delavcev in mornarjev in pač zabrisati to vlado. Zdaj, une organizacije bolševiške stranke, ki obstajajo pa takrat ne, in imajo stik z delavstvom, pa vejo, da se to ni pogojev, ker nimajo ustreznih podpore med delavci. Ne? Zdaj, če bi bolševiška stranka imela bolj razvit disciplinski aparat, da bi lahko vodstvo imelo večjo šanso, da dejansko uresniči svoje zahteve, ne bi mogoče oktobrska revolucija padla, recimo celo. No? Ker pač po Rabinoviču Lenin ni ta genij oktobrske revolucije, skratka taka nadoseba, kot smo jo dostkrat v pozitivni ali pa negativni konotaciji, kolikor se mu prisodi, ne? Ampak pač je bil človek, ki ni imel ustreznega pregleda nad terenom in so pač aktivisti na terenu imeli pač boljši pregled, recimo, no? In so pač sami, in zaradi tega bila tudi zadeva pač bolj uspešna. Ne? Skratka, kot rečeno prej, ne, po državljanski vojni probajo prepovedati frakcije, ampak to ne pomeni, da frakcij ni znotraj bolševiške partije. Obstajajo, samo pač niso organizirane na transparenten način. Ne. Frakcijski boji takrat živahno potekajo, vsa 20 leta in potekajo na zelo dramatične načine, recimo. No, to se splača brati pričevanja Molotova, ki kaže, kako so rušili enega od pomembnih pač bolševikov Zinovjeva, ki je bil šef sredi 90 let Leningradske partijske organizacije, predsednik, šef Kominterne, član politbiroja, najprej Stalinov zaveznik proti Trotskemu, ampak je imel to črno piko, da je Lenin nasprotoval, da je treba narediti oktobrsko revolucijo. In Molotov opisuje, na kakšen način se takrat rušilo pač tvoje politične nasprotnike. Skratka, ne tako kot kasneje v 30 letih, ne, z pomočjo politične policije in teh postopkov, ampak so obstajale še vedno velike kampanje, skratka, da si recimo pridobival članstvo proti partijskemu šefu v majhnih tovarnah, recimo, ne, ki so pol obkolile veliko Potilovo tovarno, ker je bilo več pristašov tega Zinovjeva. Recimo, to so obstajali veliki fajti, ki so imeli v bistvu veliko teh romantičnih razsežnosti, recimo dejanskih idejnih spopadov, preden se je pač nekoga zrušilo. Skratka, ponavljam, določen aparat, policijski, represivni, pač partijske discipline pač obstaja takrat, ne, ampak v tistih okoliščinah ne deluje na tak način še kot kasneje, recimo. No. Zdaj bi tako rekel, ne, kar se tiče na splošno demokracije v širskijsko in sovjetski družbi, ne, po državljanski vojni je pa takole, ne. Zdaj, najboljševiške politične stranke takrat niso več pomemben dejavnik. Kar sicer ne pomeni, da predstavnikov bolševiških strank pač da ni več, ne? Še do konca državljanske vojne, recimo, so, tudi imajo nekatere svoje liste, res nekateri pač emigrirajo, drugi pa tudi ne, recimo, no. Še vedno ljudje, pač nekdanji člani eserov in menševikov so izvoljeni v Sovjete. In pač prva bolševiška stranka to nadzorovati nekako spravi ven te ljudi tako, da leta 19 sprejmejo ukrep, da je treba v vsako sovjetsko ustanovo, v vsako sovjetsko, recimo, inštitucijo, skratka, narediti neko partijsko organizacijo, recimo, no, ki se ne bi pač borila prav s temi ljudmi na tak način, ne. Zdaj, pač sovjetska vlada in bolševiška partija se takrat prizadeva med državljansko vojno nekako integrirati sisteme teh Sovjetov, ki pač obstajajo v državi. In poskuša ta sistem integrirati, nadzorovati, skratka, ukiniti na nek način njihovo avtonomijo iz potrebe gospodarskega funkcioniranja države, dostikrat iz popolnoma elementarnih razlogov, ker morajo pač ljudje preživeti, recimo, ne. In poskuša to pač preko gospodarskega načina organiziranja. In to je pač ta zgodba nacionalizacije, ki jo pač prinese oktobrska revolucija. Zdaj, tukaj treba povedati, da nacionalizacija ne pride tam čez noč. Najprej pač nacionalizirajo bančni sistem, kar se tiče pa same industrije, pa podjetij so pa blazno pač previdni. In je tako, da decembra 17 svet ljudskih komisarjev, to je sovjetska vlada, ustanovijo vsezvezni svet za narodno pač gospodarstvo, katerega projekt najprej ni ta, da bi pač vso industrijo nacionalizirali in dali pač nek plan, ampak probajo
industrije pač nekako kartelno med sabo povezati, da bi skratka zaradi vojnega opustošenja in pač kaosa, ki ga pač povzroči revolucija, proba nekako koordinirati ekonomske aktivnosti med zasebnimi, privatnimi agenti. In povabijo, to se redko sliši pri zgodovinah oktobrske revolucije, da bi v tem svetu, vse zvezdnemu, sedeli predstavniki kapitalistov, skratka, predstavniki kapitala, recimo menedžerji velikih tovarn, in da bi pomagali pač v tisti fazi pač koordinirati ekonomske aktivnosti države, da bi se preprečila lakota, pač popolna katastrofa. Ne? In skratka, zvezda ta sovjetska vlada ustanavlja podobne organe tudi na nivoju pač lokalnih sovjetov, ne? In prihajajo stalne konflikte z avtonomističnimi težnjami tistih sovjetov, ki nočejo, da se center ukvarja z njihovo ekonomsko politiko. In je finta v tem, da pač tudi v tistih lokalnih sovjetih, kjer imajo bolševiki večino, se upirajo svoji lastni bolševiški vladi, ker preveč posega v njih. In dosti krat se dogaja, mislim, stvar je taka, da vse do poletja 18 center sovjetski pač je proti hitri nacionalizaciji, ampak od spodaj na lokalnem nivoju se pa dogajajo spontane pač nacionalizacije. Do njih čisto pogosto pride zaradi tega, ker pač kapitalisti, recimo oktobrska revolucija uvede delovsko kontrolo. Skratka, pravico delavcev, ne, da pač, če ravno je podjetje še vedno privatno, da imajo pravico organizirati, nadzorovati, kakšni so delovni pogoji v firmi, recimo preprečevati sabotaže kapitalistov in pač podobne zadeve. In pač drugi kapitalisti za tega stavno poberejo, zaprejo tovarne in pač grejo, recimo. No? In pač tovarne morajo pa delovati. In pač dostikrat lokalni organi sami nacionalizirajo. V bistvu nacionalizacija, zaplembe premoženja so v veliki meri v tisti fazi zelo spontane v bistvu reakcije od spodaj, recimo. Ne? Zdaj, če potegnem tukaj črto, ne, se približujem zaključku. Zdaj, bolševiška oblast že v prvih mesecih razvije neke osnovne principe, ne, planske ekonomije, ne, ki nimajo nujno blagodejnih učinkov, ne, za avtonomijo Sovjetov, skratka za nekaj najbolj pristno demokratičnega, recimo, ne, kar izgleda iz te revolucije. In so lahko potencialno tudi faktor, ne, neke pasivizacije in kontrole nad njimi, ne. Zdaj, ta pritisk se potem razrahla. To je med državljansko vojno se to zgodi. Ampak po njej se pa ta pritisk razrahlja, ne, ko se recimo deloma tudi zato, ker se obnovi tržno gospodarstvo in ker se pač moč države pač zmanjša. In potem se takrat v Sovjetski zvezi odpre neka velika debata, zelo pa različne možnosti, kako naprej, ne. Ker ne odpre se debata o neka abstraktna debata, kako bi obnovili neke politične stranke ali pluralizem in te zadeve, odpre se pa debata o nekem alternativnem gospodarskemu modelu. Ali bo to bolj planski, ali bo manj planski, kakšna bo vloga trga, ali bo večja, ali bo manjša. In vsaka tukaj je zelo pomembno razumeti, da vsaka od teh različnih rešitev predpostavlja drugačno vlogo državnega in represivnega aparata. Določene rešitve potrebujejo večjo intervencijo, druge manjšo intervencijo. Pač odločitve, ali se bo sprejela ena ali druga varianta, pač niso bile brez posledice za to, kaj se je zgodilo. Recimo kasneje v 30-ih, ne? In v tistem času, to so nekako zlata 20 leta, ko potekajo te debate in so po svoje podobne nekako jugoslovanskim 60-im. Ko imaš ti, kar sem prej že omenil, ne, dve vrste intelektualcev, ne? Skratka, imaš pač recimo partijske intelektualce, imaš ideologe, to so pač tisti intelektualci, pač marksisti, nek so dolžni, poleg tega, da pišejo znanstvene razprave, pisajo konkretne politike, recimo, no, programe, pisajo članke za časopise, skratka, imajo neko funkcijo še več od svoje znanosti, so prisiljeni svoje znanstvene dela prevajati v take tekste za široko mobilizacijo, skratka, da so uporabni za propagando tudi. Imaš pa skupine tudi akademikov, recimo, ki sploh niso marksistične, ne, ampak jih okrog sebe, recimo, nabirajo politični voditelji, ko probajo sestaviti alternativne programe. Recimo, Buharin si okrog sebe sredi 20-ih sestavi celo omrežja raznih teh intelektualcev, ekonomistov, recimo, ki sploh niso marksistični, pač pri svojih pač razmišljanjih. In zdaj, s tem zaključene velike popolne spremembe, ne bo pa tukaj povzročila pač politika kolektivizacije. No? Neke popolne transformacije podeželja, ne, ki bo državi ustvarila neko zelo hudo krizo, ki bo podobna državljanski vojni, ampak s to veliko razliko, da bo pač represivni aparat, recimo, takrat že popolnoma, mislim, imel neko razvito strukturo, ki bo takrat lahko mobilizirana v tej krizi, kakršna recimo v izhodišču pač še ni mogla biti. Oziroma se bo še dodatno razvil in bo to imelo neke določene
posledice za nadaljni razvoj. S tem pa zaključujem. Če je še kakšno vprašanje, na 5 minut, če imamo čas. Sem okrogla, Sem okrogla. Bi kdo vprašate, komentirati? No, še ne vas vabim, no, da si res knjigo preberete, ker je zelo natančen prikaz revolucije. Mislim, tako ambiciozno delo, ki ga redko srečaš danes, ker to je res sklop več desetletnega dela in arhivskega dela. In tak način raziskovanja, ker ga danes enostavno ni več. In to ne zato, ker ne bi bilo takih ljudi, ampak ker je sistem drugačen neoliberalni, ker je pač samo to projektno razdrobljeno raziskovanje. Tako da res toplo priporočam, je prav nujno čtivo skoraj. Tako lepo se bere, mislim, da še ni zelo egzaktno. Kot film se bere, ne? Ja, pač vse konkretne dogodke, vse konkretne ljudi, na katere opisuje, ampak je pač ni brez tega dramatičnega, literarnega pridika zadeva, mislim, rekel. Ni dosadno. Dobro. No, še ni vprašanje, bi se vsem zahvalila, ker vodim to sprazum, da še prezračijo za naslednje predavanje oziroma prireditev. To bo hvala vprašanje, mislim. Ja. Kako? Ter zmanjuje, ti tudi primo. Državni. Ampak vabim pa novo še naslednji četrtek, ker bo drugi del predavanja. Levo pa res hvala. No, Lev je drugač tudi avtor spremne besede, pa sploh je predlagal to knjigo, mogoče sploh ne bi bilo slovenskega prevoda, če ne bi bilo njega. Tako da res hvala.